sredo. Dober večer v sredinem večeru na valu 202. Znova bomo športno obarvani s pogovorom. Tokrat lahko rečemo, da imamo visokega gosta, ki ga lahko gostimo. Čakali so ga teden dni, ga dočakali. Tokrat pa naš gost, selektor slovenske članske hokejske reprezentance Edo Terglav. Dober večer. Dober večer. Tudi v družbi Tomaža Langerholca, ki bo nekako vodila selektorja skozi naslednje minute. O hokeju, o marsičem se bomo pogovarjali, ampak za začetek spomladanskih tednov nekako vedno pripadajo članski vrsti z začetkom priprav, torej na svetovno prvenstvo. Konec meseca se bo vse skupaj začelo v Bolcanu. Edo, zamudili ste prvi teden skupnih priprav, ampak klubski razlogi so bili tisti, zaradi katerih ste izpustili nekaj dni in seveda najprej dober večer. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Ja, ko sem podpisal to pogodbo s slovensko reprezentanto, sem že pogodbo s klubom iz Grenobla in dogovor je bil, da končam sezono v klubu, pa se pa priključim reprezentanci in ko bi rekel, sem hotel končati to zgodbo letošnjo v klubu do konca, tako da prejšnji teden je bilo zaključek sezone, pa še pogovori z igralci, pa z vodstvom, tako da tega tedna mi ni bilo, sam to smo že računali, že nekaj tudi na začetku sezone, da se bo to tudi tako naredili in evo, tako da ni bilo noben presenečen za mene, pa za moj štab, vse je bilo tako, kot treba narediti. Veseli smo, da vas lahko gostimo takole, da se lahko z vami pogovarjamo prvič v sezoni, to je tudi vaša prva sezona v vlogi glavnega trenerja, selektorja slovenske vrste. Gremo lahko najprej za začetek malce nazaj. V jeseni ste prevzeli člansko reprezentanco, takrat se spomnim, ste bili polni optimizma, tudi sedaj ste. Je bilo težko sesti, se dogovoriti, da prevzamete in da greste po poti vašega predhodnika Matjaža Kopitarja, da se usedete na klop članske izbrane vrste? Ko bi rekel, ko je bilo že leta, zadnjič, ko sem bil v slovenski reprezentanci kot pomočnik trenerja na olimpijskih igrah, pa je še svetovno prvenstvo v Budimpešti, ko je bilo te zgodbe ko se je ta zgodba končala, sem zmeraj računal, da bi enkrat hotel biti ta trener, tako potihem sem rekel, sem še mlad trener, bom naprej še delal, pa bo ta klic enkrat prišel. In res zdaj nam so se začela že maja, junija malo pogovarjati, kakšna je situacija v slovenskem hokeju, kako bo naprej on to zgodbo videl, ker eno je bilo selektor članske, tudi so bili drugi vprašanja za drugi selektorje in sem rekel, jaz sem zmeraj imel rad slovenski hokej, ker sem že toliko let v tujini, sam sem tudi spremljal, pa sem rekel, če ima kakšno, v kjerkoli ekipi, karkoli, da bi bila kakšna šansa, zakaj pa ne, bi se rad vrnil nazaj, ker mi to veliko pomeni in on mi tudi razložil, kakšno je bilo stanje tudi z Matjažem, da je mu še let pogodbe, pa čaka od njega, ko se bo on odločil za to. In je bilo to je bilo samo en tak pogovor in kaj pa vem, kjer tam septembra, oktobra, če se ne motim, je poklical nazaj, rekel, Matjaž Kopitar se je odločil, da ne bo več ti del reprezentacije, da se je mesto odprlo, če me še zanima. Sem rekel, zakaj pa ne, lahko se začnemo pogovarjati in potem je pa to šlo 1, 2, 3 in mislim, mi predstavil malo, kakšen je ta sistem, v katero smer on hoče iti, kako on to vidi in mislim, za me ni bilo to prav, da bi prav premišljeval. Imel sem tudi pogodbo s klubom v Franciji, prvo sem se z njim pomenil, oni so bili zelo ponosni in rekli, če se to res naredi, zakaj pa ne, bi stali za mano, da bi me podprli in potem je šlo to zelo hitro in smo se dogovorili. Vedno so to vrstne funkcije zelo mamljive. Prej ste dejali, da niste potrebovali veliko časa, da ste se odločili, da ste sprejeli odločitev. Kaj je tisto, o čemer človek pred vsekakor pomembno odločitvijo, o čem razmišlja? Kaj je najbolj glavno? Glavno je, da imaš, mislim, veš, v kaj se spustiš. Jaz sem, ker so bili eden od prvih ljudi, ki sem ga poklical, bil Kari Savolani, ki je bil on tudi en moj prvih selektorjev v slovenski reprezentanci. Sva se zelo dobro ujela. Tudi je bil on, ki je šel na Pjongčang olimpijado, je bil on ta glaven trener z mano, pa z Nikom Zupatičem in sva se eden teh hokejskih ljudi, ki so se veliko pogovarjala
skozi to mojo kariero. Ne. In sem rekel, zakaj pa ne bi njega poklical. In mi je mal on povedal to stanje, kva se mu jaz spuščam. In mi eno stvar je rekel, to je en tak velik challenge, če se boš to spustil. Ne. To je pa meni, kot trener, moraš imeti te challenge, to je meni zmeraj všeč, dokam lahko to ekipo pripeljemo, kako bo to potekalo. In kukar je bil ta, ko bi rekel, excitement je bil za mene res, zakaj pa ne, dajmo probati. Ne. In kot trenerja imaš zmeraj eno tako, en ponos in zmeraj upaš, da bi enkrat bil trener ene reprezentance, ker to je res nekaj pomeni, ker je bil za mene to, ker sem v te manjše, ko bi rekel, te stvari skupaj dal, sem rekel, mislim, da lahko to naredimo eno novo zgodbo iz te reprezentance. Edo, Matjaž Kopitar je bil vrsto let selektor. V kako velike čevlje ste vstopili in morda kar takoj vaša filozofija hokejske igre bo slovenska reprezentanca izgledala podobno kot v zadnjih letih? Ko bi rekel, vsak trener ima svojo filozofijo, svoje mišljenje, svoj pristop. Jaz Matjaža zelo spoštujem, ker vemo, kaj je naredil tudi z njegovim sinom, kam ga je pripeljal, kakšne vrednote ima, kako dela. Je trener, ki res veliko zahteva. Jaz, ko sem bil zraven, sem se tudi od njega veliko naučil. In filozofija, pomeni meni tudi veliko vrednot, mi pomeni, da mora vsak hokejist imeti, ker sem jih tudi imel kot igralcem, to hočem tudi tem igralcem dati naprej in da s tem vrednotam se lahko daleč tudi pride. In ker kot tudi igralcem na to bil zmeraj ponosen in me je to pripeljalo skozi to celo kariero in sem tudi danes vidimo hokej, v katero smer gre. Če imaš vrednote, pa če imaš ta odnos do dela, spoštuješ ta šport, te lahko daleč to prinese in to smo tudi zdaj že to tretji zbor. Veliko poudarjamo tem fantem, velikim to govorimo, da imajo to in jaz verjamem, talent je ena stvar, če imaš pa te delovne navade, pa vrednote, pa to ta pravo kulturo, to te pa lahko prinese do tega cilja, ki si ga hočeš narediti. Ko ste nastopili, je Dejan Kontrec, Matjaž Rakovec, predsednik, sta morda govorila z vami, da bi reprezentanca šla v nekakšno pomladitev. Vidimo, da so tu tisti naši ključni igralci, ki so vrsto let bili nosilci v reprezentanci. Tukaj ni na prvo žogo le Žiga Panceta, recimo. Žiga Pavlin se je po tisti zadnji akciji sam odločil, da ne bo več v reprezentanci. Žigo Pancetom pa ste se tudi slišala. Ja, ko je bilo ko so mi začeli predstavljati to zgodbo, je bilo, rabimo enega trenerja, ki bo pripeljal mlajše igralce, ki bo rekel, upal z njim tudi biti na te prvenstva. Ker reprezentanco stane danes, imamo te igralce, ki so res dali veliko za reprezentanco, 2 olimpijske igre, vsa ta svetovna prvenstva, te fanti zdaj igrajo že k koncu in če ne bomo zdaj teh mladih zraven pripeljali počasi, bo ena velika luknja. In reprezentančno, da so fanti reprezentančno pripravljeni, to ni samo en let ali pa to rabiš 2, 3, 4 leta, da so zreli za to, da lahko to oni nosijo naprej. Zato pa tudi zdaj te brejke smo veliko mladih zraven dali, da vidimo, kdo bo pripravljen. Tudi zdaj jih je veliko že zraven in zato pa tudi odločitev, da teh nekih starejših fantov, ki so bili zraven že par let, eni ja, eni ne, in eden od teh je Žiga Pance, ki je bil res del te reprezentance, ne vem koliko točno let, sam smo se mogli odločiti, da pač moramo to narediti zdaj že, če ne bo pa prepozno. Jaz sem se Žigam slišala, on že nazaj oktobra sem ga vprašal, kakšen je njegov interes za reprezentanco, je rekel, da bo igral, kukar ga mora bil, ni problema, sam na koncu smo se odločili tako, so se pogovorili, je rekel, da razume, da je tudi na voljo še zdaj, če ga rabimo, tako da je pa to ena taka trenerska naloga, ki je zelo težka narediti, ker so ti fanti res super, zmeraj so vsi radi igrajo za to reprezentanco, vse dal, tako da sam do teh trenutkov to pride in ne ni mogel to nalogo narediti. In tudi zanimivo, v tem tednu 2 tekmi za avstrijsko izbrano vrsto vas čakata v začetku teh zaključnih priprav na svetovno prvenstvo v Bolcanu. Veliko vas je sedaj na ledu, 29 igralcev, plus še strokovni štab. Gneča je tako na prvo nepopisna. Kako se s tem spopadate
kakšne nekako povratne informacije dobivate tako od mlajšega dela reprezentance, od starejših, ki počasi kapljajo v reprezentančno garderobo? Ja, bilo je, da imamo toliko igralcev, imamo zdaj 16 napadalcev, 10 bekov, 3 golmane. To je bilo narejeno tudi zato, ker smo hoteli nivo tega treninga dati na ravno tekem, ne, da je velik ritem, da tudi fantje, da imajo to počitka med vajami. Ne. Smo je pa tudi to, da bomo videli pri teh mladih, kdo je ta, da ima karakter, da lahko mu zaupamo, da bo lahko igral na tej ravni. Zato pa tudi za tale teden je zelo tak bolj natampiran teden, veliki treningov, dve tekme imamo tudi in po teh 2 tekem bomo šli že dol, bomo spustili, bomo naredili ta prvi kat 3-4 igralcev, da gremo pa že dol na to številko, ki bo šla v Italijo, kakšen igralec bo še več. Ne? Sam ta teden je pa res zdaj, da vidimo te fante, kdo lahko, da bo del teže reprezentance, pa tudi probali smo pa izpraviti to grupo na ta nivo, na nivo svetovnega prvenstva že. Eni igralci že niso 2-3 tedna igrali, fizično so bili tudi, so že nehali, tako da je pomemben, da gremo skozi ta del priprav, zdaj kaj najtežji z malo več igralci. Se mi zdi tudi pomembno, saj vem, da včasih sprašujemo o pričakovanjih, pa sprašujemo o tem, kdaj se bodo določeni igralci pridružili izbrani vrsti. V nemški najmočnejši ligi igrajo 4 reprezentanti, ki bodo imeli, če pridejo, v vsakem primeru zelo pomembno vlogo v vaši reprezentanci. Razmišljate kaj o tem, kako trener nekako si dela plan A, B, C v teh tednih, ko moraš biti pozoren na to, kaj ti delaš in na drugi strani spremljati še preostale, ki so po drugih evropskih ligah in končujejo ali pa ne končujejo svojih klubskih sezon. To je bilo, to je dobro, da smo pri teh Nemcih, to je bilo zdaj že zadnji mesec pa po velik tega spremljanja, kdaj igralci nehajo, rečemo en Tičar, Ograjenšek sta prvi 2 nehala že konc februarja in smo mogli kaj z njimi začeti delati, kako da imajo te fizične priprave, da dobijo let, da so v tem oputane. Tako da to je že trajalo dolg časa, ker smo imeli 5-6 grup igralcev, ki so končali sezone in smo z osebnim trenerjem veliko pogovorov, kako njih vključiti nazaj, da bojo v pogon. Če jih ti igralce spustiš mesec, da nič ne dela, pride na priprave, to je konc. Pa so poškodbe, kakšno kilo, 2 se izredu, pa je težko prijeti nazaj. Ne. Tako da to je bilo že dolga ta stvar, ko smo vedeli, da bomo to šli. Kar se tiče pa teh fantov, je super, no, k sezono, ki imajo, res to je nekaj, mislim, kakšno vlogo imajo. Jaz hočem, da grejo čim dalj, da so prvaki na koncu, ki si to zaslužijo. Če bomo pa spremljali, da si igrajo tekmo, 5. tekmo tega polfinala, bomo videli, vsako tekmo gledamo, vidimo, kako se dogaja, kako igrajo. Bomo videli na koncu, kaj bo, kdaj bojo. Če smo videli lansko let finale DL-a, 5. tekma, zadnja tekma finala je bila 25. julija. Ne. To je za nas 2-3 dni pred svetovnim prvenstvom. Tako da, tukaj imamo zdaj te fante, to je plan A, če bomo spremljali, kdaj bo oni končali, pa bomo pa se prilagodili te situacije. Tako da, zdaj pa s tem fantim delati, pa imamo v glav, da bomo s tem fanti tudi gotovo šli na svetovno prvenstvo, breh teh Nemcev. Sam bomo pa videli, kako bo to se končalo. Kar se tiče, tako da, sem že rekel, jaz čim bolj, da naredijo to do konca, zaslužijo si, da se na koncu prvak, če je pa poizraven v reprezentance, bo pa velik bonus za nas. Ne. Do katerega datuma pa jih res lahko čakate? V bistvu, mislim, da 5. tekma finala je tam 25. aprila, kar je 3 dni pred prvo tekmo z Južno Korejo. Seveda, vi boste že takrat na prizorišču, kajti neposredno po 2 tekmah s Francijo v Parizu potujete že v Bolcano. Ja, včeraj so se zdaj nam pogovarjali glede tega, da je rekel do zadnjega trenutka. Ne. Mislim, da je tudi 24 ur prej lahko parjavamo ekipo, moramo pa parjavati 13 napadalcev, 7 branilcev, 3 golmane. Tako da bomo počakali čez do konca. Ne. Bomo pelali v Francijo, bomo šli 14 napadalcev, 8 bekov, pa bomo pa 2 tekme odigrali, pa ta trenutek se bo pa že videli, ki bojo Nemci, a bojo z nama, ne, pa bomo pa ta zadnji kat naredili.
ta 2 dni prej svetovno prvenstvo. Ampak to lahko pomeni, da boste prvi 2 tekmi igrali z manjšim kadrom, kot je dovoljen. Če prav razumem, da boste čakali Nemce, dokler bo možno. Ko bi rekel, jaz hočem, da začnemo svetovno prvenstvo s to polno postavo. Mislim, da tudi nima smisla če oni rečemo pridejo, če končajo petek, sobota, to tekmo, da bojo takoj pripravljeni prideti. To je velik rizik, če zmagajo, rečemo, tu morajo še tam ostati par dni, da to praznujejo, da je to klubsko obveznosti, tako da teh fantov tako gotovo ne bo. Če se pa naredi, da je finale, 3., 4., 5. tekma tam 24, 25, 2-3 dni prej, da končajo, pa niso zmagali, bomo videli, kam bo to ta zadnji trenutek. No. Pa še en hokejist ima še nalogo v svojem klubu in to tisti, ki ga verjetno najbolj poznate. V Rojenu igra vratar Matija Pintarič, finale z Bordeauxom, zadaj so 2-0, ko slišim vas, ki malo bolj poznate francoski hokej, Mitja Šivic, pa vi, da je to kar veliko presenečenje. Kako je z Matijo Pintaričem? Ja, ko bi rekel, oni če grejo čisto do te 7. tekme, do konca, če jim rataš zdaj nazaj prijeti, oni do 17. imajo tudi ta tekma, tako da je poj 3-4 dni pauze, da tudi malo on, da se spočije fizično, pa je pa gotov, če bo do tega prišlo, bi prišel v Francijo na te zadnje 2 tekme, da bo z grupo pa na svetovno prvenstvo. Če bo do tega prišlo, če bo zdrav, bomo tudi videli tekmo, danes tudi oni igrajo to 3. tekmo, bomo kle že videli rezultatsko, ko bo, če prijo nazaj, pa je šansa, da bo ta serija malo daljša, če danes zgubijo, pa se lahko konča že jutra, Bomo videli, tudi spremljamo, pa vsak dan posebej, tako da nočemo se nič, kakšen plane narediti tudi z njemu, imamo kle igralce, ki se zdaj pripravljajo, pa bomo videli, ko bo ta trenutek prišel. Edo Terglav je naš gost v tem sredinem večeru, torej v prvem delu ste že nekaj slišali, kako selektor razmišlja v luči priprav in tudi svetovnega prvenstva v Bolcanu, na katere igralce še čaka, v nadaljevanju jasno še kar nekaj minut pogovora, ne samo o reprezentančnem hokeju, ampak najprej pa malce glasbe, potem pa bomo nazaj.
V sredo. Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je naš gost v tem večeru. Prej ste govorili, da čakamo in čakate igralce. Slovenski hokej tudi čaka ponoven preboj v elitno skupino, pa obstanek, ki je bistveno težji na tistem vrhunskem nivoju. Koliko pogledujete sploh naprej proti Bolcanu? Nasprotniki so znani, verjamem, da jih tudi njih spremljate z enim očesom. Slovenska hokejska javnost je bila vedno zahtevna do reprezentance, predvsem, ko govorimo prehod v višji kakovostni razred, obstanek. Nekajkrat nam je to uspelo v zadnjih letih. Ne, to je kar velik cilj, tudi za vašo generacijo oziroma za generacijo hokejistov, ki so sedaj v članski garderobi. Ja, na vsak turnir greš, da narediš čim boljši rezultat. Če je to prva A grupa, druga grupa, ker smo zdaj, sigurno, ja, ti fantje imajo en cilj, da naredimo čim boljši rezultat, da zmagamo, da se vračamo na siguran. Samo moramo pa paziti, da gremo korak po korakom, da te ekipe, gledamo, kje ekipe so in lahko rekli, Koreja, Romunija, prve dve ekipe, to bomo. Sam moramo vse spoštovati, vidimo nazaj 2018 v Budimpešti prve dve tekme z najslabšim ekipam, z Angleži pa z Polaki. Ne bi rekel, da smo jih podcenjevali, sam ni bilo pa tega angažiranja tako gotovo, kot bi mogli biti, pa smo obe dve tekme izgubili, pa je bila pa že malo panika, pa tako pa zdaj. Tako da vsak vnos, vse ekipe so dobre, vsak zna naigrati veliko bolj svoje ekipe, pripravljene, boljše trenerje imajo, fizično, psihično, tako da res, to je turnir 5 tekem v 7 dneh, zelo kratek je ta termin, tako da moramo vsako tekmo res posebej narediti, 100% odigrati, ne moramo kar nek zbirati ekip, pa s katerim nama vsi govorijo, Italija, Mađarska, Japonska je premagala Mađarsko 2-1 na olimpijskih kvalifikacijah, tako da bomo videli kakšne ekipe bojo tudi dolgo prišel do nas, sam res moramo se skoncentrirati na nas, da zdaj te priprave naredimo tako, kot treba, pa res en dan za dnevno jeti, pa vsako tekmo posebej pripraviti, pa bomo videli na koncu, kako bo. Edo, nikakor pa ne moremo, čeprav zdaj seveda prva akcija je ta nastop na svetovnem prvenstvu v Bolcanu, ampak potem v poletnem času avgusta meseca, malo se sliši čudno za hokej, ampak seveda avgusta olimpijske kvalifikacije, po novem razporedu Slovenija v Rigi ali nekje v Latviji. Predvsem me v tem trenutku zanima, jasno je, da za Bolcano Anžeta Kopitarja ne bo, kajti z Los Angelesom je praktično v končnici, kar pomeni, da bodo v tem času, ko bo svetovno prvenstvo, bodo igrali Los Angeles v prvem krogu končnice. Ste bili že v kontaktu z Anžetom, kajti avgusta bi pa bila možnost, da bi se pridružil? Ne, Anžeta nisem nič klical letos, kaj rekel, dobro začetek sezone sem rekel, to svetovno prvenstvo nima smisla, da bi ga sploh, da je bila sploh kakšna želja, da bi prišel, kaj, vemo, da se končuje sezona, glih, ko se play-off se začne, ko se svetovno prvenstvo začenja, tako da cilj je bil pa za mene bolj za avgusta, kako bi kakšno ekipo bi sestavili, a bi še vso te fante, ki so veliko dali hokej in z Anžetom zraven, še enkrat probali skrbdati, pa jeti na ta turnir, pa probati še enkrat na olimpijado. Tako smo si malo, tudi jaz sem si malo to zaželil, rekel, zdaj pa ne. To bi bil njegov zadnja ta ekipa, ki je res dala Sloveniji zadnjih 15 let tega super hokeja, bi te fante še skupaj dal, pa bi jih probal jeti na ta turnir, ker mislim, imaš te Ukrajince, Francoze, pa domačine, dobra forma, kaj pa veš, pa se vse lahko naredi. Tako da ko bo vse končalo za nam, pa za njega tudi, jaz nočem neke fante med sezono in v glavo dojeti stvari, hočem, da so fokalizirani na njegove stvari, pa na njihovo kariero, pa sezono, pa naprej pa videli, kakšna je tudi želja slovenske reprezentance. Zame bi bilo to ena super taka challenge, da bi te fante se skupaj nabral. Glih po poletju je fizični pripravi, so vsi bili še dosti počita, tako da bi ta turnir odigrali
skupaj, bomo videli, ko bo ta trenutek prišel. Ker je zanimivo, ker ima Edo ogromno izkušenj tudi iz francoskega področja, pa ko govorimo o Parizu in ko govorimo o moštvenem in ekipnem športu, slovenski rokometaši so se uvrstili na olimpijske igre, rokometašice to še čaka, pa odbojka sede, ki so na kvalifikacijah, pa kasneje tudi odbojkari. Kako sami razmišljate v tem obdobju dolge tudi igralske kariere? Sedeli ste na klopi hokejski, pa se potem prelevili v človeka, ki sedaj sedi za klopjo oziroma stoji za klopjo. Je ta odločitev bila vaša povsem elegantna, spontana, kako se človek v bistvu prelevi, oziroma koliko časa ste vi potrebovali, da ste iz igralca se odločili, da boste pa tisti, ki boste sedaj vi na druge grdo gledali, žugali in jih pohvalili? Ja, to je bilo nekaj, mislim, da vsi igralci bi hočeli biti na koncu trener. Ne vsi, veliki hoče, sam ne moš vse to že imeti. No. Jaz sem se čutil že kot mlajši igralec, mi zmeraj zanimali sistem igre, kako se pripravljati. Veliko sem se z drugim trenerjem tudi pogovarjal, ko sem bili moji trenerji, neko to vidijo. Bil sem tudi kapetan velikih ekip, bil sem zmeraj blizu trenerjev in zame je bilo to, mislim, čist, ko bi rekel, sploh ni bilo, da se bi mogel prav za to pripravljati. Bilo je zelo, samo se je naredilo. V Franciji je bil glih ta trenutek, sem bil na koncu sezone, kariere. Veliko je bilo poškodb in ta odločitev, a grem, dobil sem šanso, da bi vodil mlade kategorije tukaj v Briansonu, ko sem bil in bil zraven še pomočnik trenerja. Ta šansa je prišla, sem rekel, to je zdaj to. 32 let sem bil star, zakaj pa ne že zdaj? Sem rekel, kot igralec, računal se še na par let, sem rekel, ti šanse gotovo bolj pojdemo jo zdaj že izkoristiti. In pa sem tudi s trenerjem, ki me je vodil v Briansonu 8 let, Luciano Basile, ki mi je res dal to priložnost, veliko sem se od njega naučil, sem rekel, zakaj pa ne bi že z njemu začel delati, pa bomo pa videli, kako bo to. Kot trener, da ko začneš na tem visokem nivoju biti glaven trener, to je mož korak pa za korakom, je toliko ur treningov, toliko ur tekem, toliko priprav, toliko video, toliko tega in ni to, kar se ne naredi, to čisto enostaven. Jaz sem imel pa to šanso, da sem bil z njemu pa z drugim ljudmi zraven, da so me tudi naučili stvari in to sem tudi hvaležen in doslej mislim, da sem dobil te šanse sem dobil, da sem se tudi lahko dokazal in da se iz teh stvari tudi lahko naučil. Ja, zanimivo, v bistvu v tej reprezentanci imate kar nekaj hokejistov, ki so starejši, kot ste vi končali svojo kariero. Nekaj ste že omenili, bile so poškodbe. Sorazmerno zgodaj, pri 32 letih ste končali, ampak potem res ta preskok na trenersko klop in že po 2 sezonah, v bistvu v drugi vaši sezoni ste bili že pomočnik trenerja v francoski U18 reprezentanci. Ja, to je bilo, mislim, Zveza me je kontaktirala, ker pač rabili so ljudje zraven teh mladih fantov, ki so imeli kariere, ki so bolj izkušeni, videl sem, da sem začel trenirati. Imeli smo dobre odnose zmeraj s tem ljudmi in smo poklicali, če bi bil zainteresiran pomagati in sem vzel ta challenge tudi. Začeli smo to prvo sezono in je bilo res ena super izkušnja tudi delati na temu reprezentančnemu nivoju in je bilo to zame ta prvi okus reprezentančnega hokeja s to mlado reprezentanco Francije. Vrsto let, v bistvu toliko nazaj, ko ste vi začenjali tole trenersko pot, je bil v Sloveniji morda nekakšen podcenjevalni odnos do francoskega hokeja. V bistvu takrat je Slovenija kar redno premagovala Francijo, v bistvu. Potem pa je francoski hokej naredil nenormalen, res izjemen napredek. Francozi so bili niz let stalni člani in so še vedno A skupine. Kaj se je v bistvu v vseh teh letih, vi nam lahko res najbolj potanko poveste, kaj se dogaja v Franciji drugače v hokeju kot denimo v Sloveniji? Dobar, to je že tudi več klubov, je tudi ne. Tam imaš približno 50 klubov, 115 dvoran. Rekel, mi kot v Franciji gledamo, da hokej ne gre to pravo smer, ki bi mogel jeti zdaj s tokem dvoran, s tokem klubi. So pa naredili en velik korak naprej v zadnjih 10 letih. Eno je že samo ta članski hokej, organizacije, klubi so bolj, prva liga je tu so zdaj, ko bi rekel, na temu profesionalnem nivoju v Evropi, ki mogli biti
In tukaj se je velika razlika tudi naredila. Ne. Pri mladih kategorijah se boljš dela, kot se je prej delalo, veliko je tudi tujih trenerjev prišlo. Tako da hočejo iti, šli so to v ta pravo smer, sam zdaj, ker tam neko rekel, da so se malo stavili, pa točno zdaj mislim, da bojo velike spremembe v francoskem hokeju, tudi ljudje, tudi zveza so veliko ljudi spremenili, zato ker hočejo še ta korak, dva narediti naprej, kaj je en velik potencial. Vi v Grenoblu, kakšne so bile želje, cilji za letošnjo sezono? Slišal sem vas včeraj, ko ste dejali, da je bilo kar prisotno veliko razočaranje po porazu z Bordeauxom. Ja, Grenoble je ta klub, ki, kako bi rekel, vsak let je zmaga, druga ni. Ne. Tako da težka sezona, menjava trenerja, veliko igralcev se je zamenjalo, tako da korak nazaj bomo naredili, tudi zdaj klub ga bo naredil, ne, da to spet na to kulturo nazaj dobi identiteto trvalo, tako da bo nekaj sprememb. Se pa to naredi danes v tem v športu. Mislim, da včasih imaš velike cilje, pa se ne izide tako, kot treba, ne. Tako se je pa tudi zdaj nam to naredili, tako da bo klub bo že, mislim, da je probo ta prave stvari narediti, da bo nazaj prišel tam, ko mogo biti, tako da bomo videli naprej, kako bojo stvari. Ne. V Sloveniji imamo derbi Olimpija Jesenice. Kateri je največji derbi v Franciji? Ja, Grenoble Rouen. To sta dva kluba največjim lovorikam, zdaj zadnjih, ko bi rekel, 15 let. Tudi dva kluba z največjim budžetom. To so res, mislim, tekme posebne. Veš, kaj je ta tekma, kdaj te čaka, da se pripravijo tako, kot treba. Tako da, ja, super. No. Pa so tudi še drugi klubi, ki so zdaj prihajajo zraven tudi teh dveh ekip, ne, tako da je res liga zelo veliko bolj izenačena, ki je bila, tako da je kar treba biti pripravljen, če hočeš na top 4 mesta prideti. Bordeaux živi verjetno neverjetne sanje, nikoli še niso bili tako visoko. Ne, prišli so v to prvo ligo, koliko let nazaj, 7-8 let, so imeli visoke cilje in ko niso mogli priti na te mesta, zdaj so pa letos, ko bi rekel, tam nobenih pričakov od njih nič, ne. Ekipo so ta pravo naredili, taka delovna, brez teh, ko bi rekel, zvezdnikov in so res zadnji del sezone, pa zdaj playoff neverjetno igrajo. Če se kdo od vas, ki nas sedaj posluša, sprašuje, koliko let pa je že Edo Terglav v Franciji, odgovor? 20. Zdaj bo 20. septembra. 2004 prvo leto. To je prej igralska kariera, omenili smo že tudi trenersko, ampak ste bi pa še nekoliko bolj na zahodnem delu gledano geografsko na začetku svoje športne kariere. Ja. Ko sem šel v Kanado to. Ja, s 14 letem sem šel PV turnir prvič, pa je bila pa ta priložnost, da grem igrati v Kanado. Tako da smo se odločili, da probamo to stvar in tam se je pa vse začelo. Tako da sem bil že od 14 leta iz Slovenije ven, pa je bilo mes, ko sem prišel v Olimpijo igrati, sam je bilo to ena sezona, pa po 2 sezone, no, tako da sem veliko dal teh potovanj skozi te moje kariere. Ja. Kako pa življenje v Franciji, francoski jezik, način življenja, dojemanja športa, kako se je ta dinamika pri vas spreminjala, kako ste osvojili vse skupaj, je bilo težko, lahko? Ja, jaz sem bil, ko bi rekel, že takrat sem bil v Kanadi, da sem to kulturo, ta prvo moraš njihovo kulturo, da to greš v to njihovo, eno jezik. Ne. In tle mi je veliko pomagal, sem se v Kanadi naučil francosko, sem prišel v Francijo, da so slišali, da en Slovenec govori francoski, je bilo to žival, ne. To je nek dober, super, no hočeš biti kle, hočeš se navajati kulture in to so me kaj ljudje sprejeli, pa kle smo, ko sem bil v Briançonu, to je manjši mesto, si zapoznali in so me takoj za njihovega prevzeli tudi danes, ko se vračamo se nazaj, me ljudje tam zelo spoštujejo, tako da pa sem pa človek tudi, da mi ni, ko bi rekel, nisem navezan na eno stvar, ni mi težko spremeniti stvari, tako da mi je bilo zelo lahko to narediti, ne, pa tudi družina, žena je iz francoskega dela Kanade, tako da tudi glede jezika je bilo za njo lahko in to je bila stvar, ki je bila čisto, ko bi rekel, preprosta za vse. No.
let you leave. You keep getting to me. Now I'm starting to see this is love. V sredo. V pogovorni oddaji v sredo gostimo selektorja slovenske hokejske reprezentance Eda Trglava. Za tiste, ki morda hokej ne spremljajo bolj podrobno, Edo Trglav je prvi v Sloveniji rojeni hokejist, ki je bil izbran na naboru, in to leta 1998 za Buffalo. Zakaj sem dejal prvi v Sloveniji rojeni? Kajti Greg Kužnik, ki je potem prišel v Slovenijo, igral za Olimpijo, za slovensko reprezentanco, je bil 2 leti prej izbran na naboru za Hartford, ampak Edo Trglav, potem pa, če povemo, ni prav veliko slovenskih hokejistov, ki so bili na naboru. Jure Penko za Nashville, pa Marcel Rodman za Boston, seveda Anže Kopitar Los Angeles, Jan Muršak Detroit in Jan Drosk Pittsburgh. V bistvu v tistih letih, kot da ste vi nekako orali ledino slovenskim hokejistom, da so bili na naboru, kajti zdaj v zadnjem času, v zadnjih 18 letih zgolj 2. Kakšni so spomini na tisto poletje Buffalo? Ja, kako rekel, to je sanje vsega mladega igralca. Jaz sem tudi toliko let bil v Kanadi, sem šel po teh stopinjah, ta juniorska liga, pa ta draft, pa ja, ko bi rekel, super, no, to je bilo nekaj neverjetnega, da ko se enkrat draft, dobiš to šanso, to nogo daš v to ekipo, da vidite, oni vidijo, to je bil ta prvi korak in res pa šele vidiš, kva je res ta NHL, kakšen nivo je, in bil to res en velik ponos, da sem bil eno zdraftet, pa da tudi, ko sem rekel, da sem bil prvi Slovenc, to je veliko pomenil meni. Zdaj bolj podrobno v teh letih spremljate Buffalo? Ste navijač Buffalo? Ja, kar pogledam, ja, kakšno tekmo sem pa hočeš, nočeš, veš, da si bil draftet za njih, pa malo pogledaš, kaj se dogaja, kam gre klub, kjer smer, kakšne imajo rezultate, ja, tako da tudi sam draftet za kjerkoli klub, sam da si draftet na konca, ne, tako da nisem ne vem, kakšne želje, za me bilo pomembno, da sem to šanso dobil, da sem bil, da so vsaj videli, da imam talent, da so me zbrali, ker to je res en velik dogodek za vsega mladega igralca. Še tole, če smo ravno pri Ligi NHL, kako gledate, občutek imamo, da v tem zadnjem letu se neke stvari znova vračajo, da gredo nekako k koreninam, namreč v zadnjem času skoraj da predvsem Matt Rampy iz New York Rangersov, ko je on na ledeni ploskvi, se znova vračajo tisti obračuni boksarski, vrsto let ni bilo tega. Kako gledate na aktualni trenutek hokeja? Ja, so to malo probali ukiniti, zdaj pa vidimo kakšnih parah fantov je zdaj spet to nazaj prišlo, pa se pojavilo veliko tega. Mislim, da to je en šov tudi v hokeju, mislim, da to del hokeja mora biti. Zdaj, dobro je, kad ti fanti se med sabo spoštujejo, ne bo se jo zdaj tepali s tem superzvezdnikom, se med sabo obračunajo. Mislim, da je tudi hokej, vemo, da koliko energije, koliko teh emocij, včasih kakšen pretep je tudi kakšna dobra stvar, da se za navijače, pa tudi za ekipo. Ne. Tako da res mislim, da je to, da je zdaj to preveč, da so vsaka tekma, da so pretepile, to tudi ni dober sam. Da pa vidimo, kakšnega sem pa kaj, kar letos me to je tudi dober za šport, pa tudi za publiko, tako da. Kot trener odobravate, vemo, veliko krat je bilo to nekakšen začetek morda preobrata. Vidiš, da ti je tvoje moštvo zaspano, da je v zaostanku 2-0, nekaj je treba storiti. Ste
zagovornik tega? Ne, mislim, ko bi rekel, da ne bi rekel za eno, včasih je tako bilo, tudi jaz sem, ko sem igral to juniorsko ligo, je prišel trener do tebe, zdaj moraš pa jeti na let, pa se s tem tega ni več. Danes se trener bo rekel, ja, dej fanti, ima več energije, dejmo jeti v kontakt, pa te fanti, ki to grejo v kontakt, pa je kaj kakšna taka, pogledajo se, gremo, tako da osebno nisem za to, da je rekel kakšnemu fantu, da se moraš pa tebi sam, ki pa na tem nivoju, ki pa je ta kontakt, pa ki res te duele zmagujejo, pa res je oštro, pa tega, to enostavno poj pride tako, pa te fanti se včasih med sabo pogledajo, a je ta prav, ajde gremo, tako da. No pa dajmo zaključiti s tem NHL-om, kako gledate na Anžeta Kopitarja, ruši rekorde? Ja, eno je, ki je že letos, eno je pa ta konstantno kariero, kakšno ima. Sam, jaz sem zmeraj velik fantom rečem, da on je bo ves vzornik, ne samo, ki je zdaj, sam kako je do tega prišel, pa kako je to kariero naredil, to je pa rabiš veliko truda, veliko treningov, jaz se spomnim, ko vsak let, ko pride na Bled, prej, ki je bil še mlaj, ki je treniral z Matjažem, pa vsak zjutraj, pa popolne, pa sem rekel, fant, brez nič ni nič, in on je res, mislim, priden, spoštljiv fant, ima tudi odnos, spoštuje hokej, pa ljudi okoli njega in mislim, da to kleci na tem nivoju, to je danes, mislim, zelo malo igralcev lahko to naredi. V bistvu ravno te priprave poletne verjetno mu prinašajo to, da je med najbolj konstantnimi hokejisti izjemno malo poškodb. Tako, ja. No. Pa potrkajmo 3-krat oblez, da se ne bo po teh naših besedah zdaj kaj zgodilo. No, lih to ne. Se to je, kar vidiš njega, pa kakšne te druge zvezdnike, ko let to že igrajo na tem nivoju, pa so konstantne. Ena je te priprave, eno pa je ta, da imajo strast, da imajo radi hokej. Da ti to tekem narediš, da vsak dan prideš, da se pripraviš, da to moraš res rad imeti, pa tako da je res, ja, kapo dolno. Tudi v Franciji, vas pa vprašajo o njem, je pač igralec človek. Težko, da ne vprašaš, če srečaš slovenskega, trenerja, igralca. Ja, siguran, to je, mislim, v hokeju danes, kjer posod po svetu njega poznajo, tudi in je, mislim, to je oseba, pa ime, ki ga danes sploh ne moreš med njega jeti, tako da vejo, kdo je, pa vejo, koliko je on naredil. Mislim, da je slovenski hokej je danes na zemljevidu zaradi njega, tako, da se v njega govori, tako da res je super, da imamo enega takega igralca, pa osebo temu delu hokeja to kliče. Ampak je tudi zanimivo, prej smo omenili draft, ampak pot od tega, da si izbran pri nekem klubu, do tega, da imaš tako dolgo in tudi uspešno kariero, kajti če hočeš rušiti rekorde, ne pomeni, da moraš v 3 sezonah vse opraviti, lahko tudi v 20 pa si nagrajen na koncu s tem. On je nekakšen prototip, da ti lahko uspe, kakšna je lahko kariera, je pa prekleto težko to. Ja, rečemo, vedeli smo, jaz se spomnim takrat prvi kvalifikacije, ki sem bil olimpijski, bil mislim 16 let star, prvič je prišel z mrežo, pa si kdo pa je to, pa že takoj smo videli, da ima nekaj posebnega, da ima ogromen talenta. Sam talent te danes pripelje do neke meje. Naprej moraš imeti pa delovne navade, pa moraš biti priden, pa spoštovati hokej. Mislim, on ima vse to skupne. In to ga je prinesel da je naredil, da si ti, da je en Slovenc danes prideš v NHL, ki pa je Slovenija, sploh kdo pa s tebi, to je že ogromen, da si da dokažeš, da boš ti nekaj kapitan, pa da boš to klub pripeljal, da boš Stanley Cup zmagal, pa z leta v let še naprej, pa da si zdaj vse rekorde, to je pa takih igralcev je zelo malo. In je res, ko bi rekel, ima ta full package od talenta do teh majhnih stvari, ki danes kakšnim fantom povemo, to moraš imeti, če hočeš ta korak naprej narediti. In to je zelo pomembno. Tako da je, on kar je zdaj naredil on karier, to je samo še danes, ki še igrajo kakšen Crosby, da se lahko vidimo, kam tudi on igra, tako da je res super. Ker to je ravno isti letnik, kot je bil tudi Anže takrat draftan. Zanimivo je, če greva še malo proti nazaj, Franciji, kako pa v Franciji gledajo tudi o preostalem slovenskem športu.
Prej smo se pogovarjali, kolesarska dirka po Franciji in tudi z izjemnimi slovenskimi kolesarji, da se nekako ne držimo samo hokejskih stvari, da gremo še malce izven tega. Se mi zdi, da ima tudi slovenska športna baza ogromno pristašev kolesarstva. V Franciji sta tudi ne samo Pogačar in Roglič zvezdi, tudi preostali slovenski kolesarji. Kako je pa po tej plati kaj? To so pa Francozi malo fovš. Zdaj gremo samo kolesari. Sam lansko let, poleti je bila atletska svetovno prvenstvo, nekaj je bilo in so se prav pogovarjali. Je bilo ena ta ministrstvo za šport, so rekli, zakaj Slovenci, kako lahko toliko športnikov naredimo na visok nivo. Ker je v atletiki zdaj nekaj slovenskih atletov, ne poznam osebno, samo vem, da so nedobre rezultate in so prav se pogledali, kako Slovenija dela, da mladi otroci pridejo na ta nivo. Eno je šolski sistem, telovadbe, gor dol, kaj je več športa v šolih. No, in tle rečemo, dobro, to smo zdaj šli mimo kolesarja, malo sem tle je bilo velik, so zelo ponosen, Francozi, en ko bi rekel, dajmo se gledati, kva Slovenci delajo danes, dajmo mi tudi naredili športnike. Ker gledaš v Franciji, športniki dobri niso Francozi, to so tujci, ker so priseljeni v Francijo. In to jih moti v Franciji velika, v kjerkoli šport. In tle je, če gledamo kolesarje, pa to še bolj jih moti, ker in Slovenci 2 milijona nas je. V vsakem športu smo dobri, pridemo v kolesarju, jih premagamo, kao oni so bili že v Tour de France, ta prvi, 30 več leta, nekaj taga. No. Tako da je ta fovšarija veliko jih slišim, skupaj spet Roglič, pa Pogačar, spet sta zmagali, se vse one dva zmagata, dajte še nam malo pustiti kakšno stvar, tako da veliko je heca, sam je pa tudi to resni, pa gledamo tudi drugi športi. V Sloveniji na tem osnovnem nivoju smo, skozi od Slovenije govori, kar je košarka, fuzbal, rokomet, odbojka, tako da res super, da lahko na ta nivo te športe dvignemo. Če ga še malce ostaneva izven hokeja, poleti olimpijske in paraolimpijske igre v Parizu, so Francozi, ponosni, kako ta športna sfera gleda na dogodek, ki je eden izmed največjih v tem letu, ne smemo pozabiti tudi Evropskega prvenstva v nogometu, pa še kakšnega drugega, da ne bomo komu naredili krivice. No? Ja, sigurno ne, pa še v Parizu so te igre, tako da ponos je velik, so olimpijske igre, skrbi jih pa, kakšne bojo imeli uspehe. Tako da kle so dali, veliko je bilo narja vložene v te igre, veliko so delali že zadnjih par let, da bi atlete te pripeljali na ta nivoj, sam govori se pa, da bo lahko velik razočaranje tudi glede uspehov. Tako da, kako bo to gledali, bojo pogledali, to pa tudi, ker smo se že prej pogovarjali, kako danes mlade športniki na ta nivoj pripraviti, in velik problem je v Franciji glede razvoja mladih športnikov, kakšen je sistem šole, da igralci, da mladi lahko več trenirajo. Tako da te olimpijske igre bojo lahko pokazali veliko stvari na koncu. Edo, blizu konca smo našega pogovora v sredo. Imate 3 sinove. Vsi 3 gredo po vaši poti. 14-letnik, 15-letnik, 19-letnik. Ko sem tako malo bežno pogledal, ne da bi vas kaj iskal po spletnih straneh, ampak videl sem francosko in kanadsko državljanstvo, imajo vsi 3, tudi so že igrali za francoske reprezentance do 16, do 17 let. To pomeni, da so zgubljeni za slovensko reprezentanco? Ja, pozabil si tudi, da imajo tudi slovensko državljanstvo. Na mene je bilo pomemben, da imajo vse 3, da mi ne bojo kdaj rekli, oči za njih pa to za nas naredil. Tako da naj oni zberijo, kar se tiče pa hokeja. Toliko let smo že v Franciji, sistem je tako narejen, če imaš enkrat pasport te države, v kateri igraš, pa moraš za njih zastopati. Če pa hočeš spremeniti državo, moraš pa se preseliti 2 leti v drugo državo, pa lahko dobiš to dovoljenje, da lahko za drugo državo igraš. Tako da v teh karieri, ki sem jaz bil, smo zmeraj malo gledali, kam bi šli drugam, bili so kakšne druge opcije, pa smo v Franciji toliko let že,
oni so tudi zdaj že igrajo, tako da zdaj zaenkrat smo tle, če bo kakšna sprememba, da se kam dam preselili, pa kakšno drugam igrali, bomo pa to pa videli, tako da sem ponosen na njih, da igrajo na ta nivoju že, tako da bomo videli, ko bo zdaj ta njihova karijera naprej šla. Kot oče, kot trener, kako gredo? So na dobri poti? Na dobri poti so, pa veliko gledam te delovnih navad, vrednot, to imajo, to so, priden so, vejo, kva hočejo. Sam, tako bom rekel, ne, korak za korakom, treba je delati, ne biti previsok, ker so stvari dobre, moraš spoštovati stvari, trenerje, svoje igralce, delati moraš in vsak bo svojo pot čupoja. Tako da, mislim, jaz sem tle, da jim povem, pokažem, pojo pa tudi oni mogli pojo kakšne odločitve narediti, pa kakšen korak, kakšno smer narediti, pa videli, upam, da bo ta prava. Zdaj pa bomo videli, nivo imajo v redu, mislim, rekel sem, da se dobro grejo v pravo smer, zdaj bomo pa videli naprej, kakšen let ve, kako bo. Ob nedeljskem kosilu, ko je cela familija za mizo, je izključna tema pogovorov hokej? To je cel dan pogovor o hokeju, tako da mama je bolj sama na en stran, pa tudi ona kot Kanačanka, veliko hokeja ve, tako da tudi ona se včasih zraven, pa kakšno debato ima tudi ona, tako da sam pa probamo, ko bi rekel, hokej pustiti v dvorano, tako da smo saj, da se tudi pa je šola, pa tudi druge stvari so pomembne, tako da je pa veliko debat o hokeju. Če počasi zaključimo, ker smo šli že malce ven iz športnih stvari, pa je to mogoče ena stvar, kaj vas je recimo v Franciji kot človeka najbolj navdušilo, osebnostno, mogoče stvar, nad katero ste bili pa najbolj presenečeni ali pa vam najbolj prija, pa ni nujno, da je to šport. Kako ljudje gledajo na življenje, to je vse na izi in benga pritiska, uživajo v hrani, v pijači, delajo, da delajo, sam ne reče, da dela, sam ni onega pritiska, ko bi rekel, tako kaj rečemo, ne vem, toliko let nisem bil že v Sloveniji, ampak rečemo v Kanadi, kaj žena tudi tam, moš delati skozi svet, tam je pa bolj je sproščeno vse, to so bolj Francozi, rečemo, imaš sestanek v 10, pa pride malo čez 10, to je čisto normalno, tako, te navade, mene to zelo moti, ker nisem jaz tak, sam vidim, pa da imajo mislim, uživajo bolj v življenju, kot pa mi, tako. Krasno, ker boste vi nekoliko bolj nervozni že v naslednjih tednih, tako da ta način življenja ne bo prišel v poštev v naslednjih tednih. Predvsem hvala lepa, ker ste si vzeli čas za nas. Smo vas gostili prvič v nekoliko daljšem pogovoru, odkar ste prevzeli slovensko člansko hokejsko reprezentanco. Čim imam poškodb v naslednjih tednih, da sestavite člansko vrsto, da boste uspešni v Bolcanu in kasneje še v podaljšku poletja, torej na kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre, se mi zdi, da vas čaka kar zahtevno obdobje in upam, Edo Terglav, da boste uspešni in še enkrat hvala, ker ste si vzeli čas in poklepetali z nami. Najlepša hvala. Hvala lepa in lahko noč. V sredo.